Na našem tradicionalnem srečanju s poslovnimi partnerji smo obravnavali dve teme. Prva tema je bila gibanje cen energentov v preteklosti in kaj lahko pričakujemo od prihodnosti. Druga tema je bil pa pogled v prihodnost z vidika tega, kako se bomo spopadli s problemom razogljičenja naše družbe. Na prvem delu smo zelo jasno prikazali, da so trendi energentov danes v rahlem padcu. Zato smo partnerje svetovali, naj še nekoliko počakajo pri zakupu svojih energentov. V drugem delu smo se pa ukvarjali z razvojnimi temami na eni strani, naprimer na področju elektromobilnosti, kot tudi s konkretnimi komercialnimi rešitvami, ki jih lahko naši partnerji sami vpeljejo v svoje poslovne procese. Nedvomno na tem področju prednjači naša ponudba sončnih elektrarn. In to je tisto, kar smo jim danes tudi predstavili in k čemur smo jih nagovarjali. Sam osebno, pa tudi naše podjetje, stremi k temu, da slovenska družba čim prej pride v brezogljično stanje. Da čim prej izničimo ogljični odtis, ki ga ustvarjamo z našim delovanjem. Zato verjamemo, da je sončna elektrarna, lastna sončna elektrarna, tisti prvi korak, ki bi ga moral vsak Slovenec najprej narediti. Vse ostalo, kar sledi, je bistveno lažje. In kakšni so izgledi? Mi smo optimisti. V zadnjih 2 letih se je na tem področju začelo premikati. Zgrajenih je bilo nekaj več kot 2000 sončnih elektrarn v Sloveniji, od tega jih je samo GEN-I zgradil 700, za letos jih načrtujemo, da jih bomo zgradili vsaj 600. Se pravi, to področje izgradnje sončnih elektrarn je v izrazitem porastu. Raste približno s 50% stopnjo vsako leto. Samo želimo si, da bo ta trend se nadaljeval in da bomo dejansko nekje v 10 letih praktično lahko rekli, da je na vsaki strehi že sončna elektrarna. Kaj pa na področju mobilnosti? Mobilnost nekoliko počasneje se razvija od konkretno sončnih elektrarn. Predvsem je razvoj pogojen z razpoložljivostjo novih električnih avtomobilov. Ta del se zdaj premika. Ocenjujemo, da bomo nekje v prihodnjem letu ali pa najkasneje leta 2021 imeli tudi na slovenskem trgu dovolj ponudbe električnih vozil. Seveda to potegne za seboj, kako bomo ta vozila polnili, no in tukaj spet nastopi GEN-I. GEN-I dela predvsem vlaga v razvoj tako imenovane pametne polnilne infrastrukture, ki ima samo en namen: polniti tak na način, da bo za uporabnika čim bolj prijazen. In to je tisti naš največji izziv. To srečanje je bilo zelo dobro obiskano. Drži, imeli smo približno 100 poslovnih partnerjev danes na tem srečanju. Pričakujemo, da bo ravno zaradi teh velikih tehnoloških izzivov prihodnosti srečanje v prihodnjih letih še bolj obiskano. Zakaj? Ker smo žal ena redkih velikih skupin, ki razmišlja, kako pomagati ne samo sebi pri zeleni transformaciji, ampak kako pomagati našim poslovnim partnerjem.